Jaz sem Tortuga, poslušate Radio Aktivno. Lahko rapan bullshit ali pa full deep. Nikoli ne da rata true hit. Pa me boli, če me imaš za stupid. Kamorkoli prijem dan za čul. Fix! Shit, za mi vsak, ki že guši. Zakaj se nič ne reklamira, nemam Spotify profila. Samo bi se drugira, pa se sploh ne sekiram. Kdo me podpira? Kdo ignorira? Pa svojih komadov še stalno ne streamam. Glej, tak pač je, povem ti v faco. Pa dobro, predstavljaj si, kad ti bom povedal v faco. A jaz jim predstavljam, kad ti povem v faco. Jaz sem rapper in ne promovator. Momentalno uživam, pa da gledam naprej. Inspiracija, orodje za podiranje mej. Kolaboracija, pogoj je za odpiranje vej. Jaz pa furam po svoje, zato in zmeno je nej. Ja. Pač ne, to je rap čuga, pa na track Tortuga. Zdaj sem back, mic check, opet se od duma. Man respekt, nikoli nisem gluma. Pa za svoje špile nikda nič ne računa. Že večkrat sem rekel, kaj je kumer začetek. Pa se čaka nadaljevanje, bolj kak jaz na petek. Kdo čaka, vete. Od vas pa pričakuj vlenka, da lepo vete. Zuma se mentalno, pa se zbuda lače. Možgani krurijo, bolj kot trebuh programi domače. Ali pa kurijo, ja, kurijo, brate. Če si preblizi zvočnika, ti skuri dlake skoz hlače. Se pravi, sevajo, ja, sevajo. Še odmevajo v ritmi, zadevajo čistci. Zadeva da sick shit, kaj nega. Če oseba popizdi, zadeva je vrizli. Če njega zavisti, bom vedno nareda. Ja, kdo pa te ti si, pristopaš na easy. Dobrodošel na dim, če boš nekaj povedal. Ja, tak se dela, vedno šeram. Prepričani pa sem, ka se mi neposredno gleda. Ja, vedno se mi nekak neposredno gleda. Rekel sem, ka plata bo, za obljubo dela dolg. Obljubim, ka ponudim vam za plato pa pol. Pa se čudijo ljudi, what the fuck je to? Predstavi se, kak želva, te pa taki flow. Ljudi, če so bole bedni bariči iz brez sebine. Do se vam zihir dopali zaradi brzine. Kaj kolizinen, da je imelo isti učinek. Mnogo se lepo rima, pa drži se ritem. O ja, to pa zihir, zalimani nabit, kak Janša na Twitter. Saj pa lang zambite, grabim plac za vdihe. Te ko padne drop, more nopet biti hiter. Pa ne vem, kaj bi povedal. Če bi sploh kaj, itak ne da imelo pomena. Kaj zrolaj, kaj še res se nesi nareda, kaj če še ne se nomena. Jaz sem zlo rad zadevan. O ja, seveda, zavedam se problema. Pa ga gledam. Intro in Tortuga z albuma Iz oklepa. Miha, lepo zdravo, da je Radio Aktivno. Zdravo. Uvod je bil intro. Si v tem intro ti? Jaz, samo jaz. Reper in ne promovator, tako, rečeš v skladbi. Tako, reper, tekstopisec. V bistvu je bilo prva, kako bi rekel, verzija komada. V prvi verziji komada je bilo tekstopisec, ne reper. To sem pol spremenil na reper. V tem intro tudi rečeš, da ne računaš za špile. Tako. Je res temu tako? Tako. Torej vse gratis. Tako. Tortuga, umetna inteligenca te totalno zgubi, nikjer te ne najde. Underground. Pa tudi spletne, Google, nič, ne vem, kje se skrivaš. Težki underground. Drugače prihajam iz Gornje Radgone, trenutno živim v Mariboru, po novem, pa se skrivam. Si že drugi reper za Radgone, ki živi v Mariboru? Ja, vem, ki se je preselil v Maribor, ja. Tudi zelo dober prijatelj je majki moj. V bistvu smo praktično skupaj začela. Dosti smo se tudi družila v mlajših letih, tako da. Pa oba dva repeta v narečju, zanimivo. Imamo ful prednost mi v Radgone z narečjem, se mi zdi, kar se tiče tekstov, ker je ful prijazno, ful se lahko igraš z besedami. Pa te lahko mogoče kako slovensko uporabiš mes, pa ostalo pa je te pač narečje. Se pravi, imam malo prednost. Narečje je vedno prednost. Ja, se lažje izraziš? Ja, definitivno. Vse prve tekste, ki sem jih pisal, sem jih pisal v slovnični slovenščini, pa tisto ni tako zvenelo. Ne zveni dobro, če ne uporabljaš besed tistih, kjer uporabljaš v dejanskem pogovoru. Tortuga je tvoj vzdevek, prej si bil turtle oziroma želva. Želva, ja, to je moj vzdevek že od hitro 3., 4. razred osnovne šole, so me poimenovali želva. Kako to? Taka zanimiva zgodbica je. V rolere furam, oziroma sem fural tudi. In te pot na skatepark je bila vedno 3 kilometre do skateparka in to sem jaz vedno šel na rolerih. In ker je moja mama bila bolj vedno skrbna, pa tako se je bala za mene, sem mogel vedno več ščitnike. In ti ščitniki so te imeli, tisto plastiko je bila v obliki želvjega oklepa in tako so me poimenovali želva.
Sedaj si postal Tortuga, zakaj? Tortuga zato, ker je v bistvu želva, ampak kot trtl me poznajo vsi, začel sem repati kot trtl in pol me vsi poznajo kot trtl, pa me vsi kličejo trtl, pa je to hkrati tudi moje umetniško ime in te sem pač zamenjal. Vseeno mi umetna inteligenca razloži, kaj je Tortuga, in sicer piratski otok severozahodno od Haitija, potem tudi zatočišče piratov, po tej varianti je to strateški otok bil, odkril bi ga ne že Krištof Kolumb. To sploh ne vem. Tako pravi umetna inteligenca. Tortuga je želva v španščini, po špansko se reče tortuga. To mislim, da nekje potem tudi razlaga naprej. Mogoče še pridemo do tega, če bomo našel ta zapis nekje. Ampak Krištofa Kolumba omenja, ja, točno tako, otok spominja na želvi oklep. Aha, zanimivo, kaj se ne zveš, ne? Ja, če bi imel željo Haiti, Srednja Amerika, otočje, mogoče ta otok Smo bili zdaj na Malti, poleti smo bili na Malti z kolegi, pa prvi beach, kjerega smo se izbrali, je bil Tortuga beach. Nismo vedeli, pač napisali smo, kam priporočajo, da gremo in smo pač šli na eno plažo in tam je bil, na veliko je pisalo Tortuga beach, ne, prva plaža, na kjer smo prišli. Torej že plaža je imenovala po tebi, kot znanem reperju, čeprav si rekel, da si underground. Druga, ki jo bo dala našim poslušalcem, bo bolj resno. V bistvu naslov pove vse, pač bolj resno sem se lotil zadeva in pač je prišel tudi tekst nekako tak, nisem vedel, kak bi mu dal naslov, pa sem dal bolj resno. Pa si rekel, nič več polovičarstvo. Ja, tako. Resno. Moram bolj resno usmeriti smeri repa moči, ka se na smrtni posteli izpitava. Kaj pa če bi? Preklepa sem poti, še manj skrbi, želim si samo to, ko bi moje tekste repali vi. Jaz bom točno to, kaj eni radi bi bili, pa se vam sploh ne sanja, kako treba dati krvi. Neprespane noči, ker rima prav ne sedi, sedejo celo noč za verzom, ko na parti ste šli. Pa mi ne je vseeno, ko sam sedim v temi, se potihem spitavljem, če manjše rim v sebi. Za part, ki ne parira vsemi, razšira me, ne manira, doči krima ne keli. Z leti sem se navčija živeti z bolečino, pa s patetično vsebino v teksti nareti globino. Težko se poistovetim za večino, zajte, ka zapunim praznino, ki je nastala med tem, ko se vi upadate s stilom. Muzika je mamilo, jaz pa kak junkie odvisen, ka pišem rime na liste, za tiste, ki ste život videli še samo nadaleč. S tem se bom zapisal v anale, šel bom dale, še dale kak daleč, ko nastane nekaj, kaj še ne je šlo nikoli v kanale. Ko nas tovorim možgane, manj za vsakega nekaj, malo solim pamet, te pa ti pričaram na smeše. Držen part, vagari kar tak za ziher, rušal bom stereotipe, bilo kere oblike, afere ne išem, pa poseren se nadise. Če se dereš na mene, pa ti rečem alo, malo tiše. Zarad glasnejšega tona se te ne de čulo bole. Ne, pokaži malo samo kontrole, pa drži jezik za zobe. Če ne mreš nič lepega reči, če si jezen, se odmekni, če dehaš ga dehni, samo idi v kraj, pa se pomiri, preden folgaš sploh kaj spravti iz sebe. Vsak ima kdaj slab den, teden, fuck, leto, samo paziti moraš, ka se ne de preveč zavleklo, ker te lahko zjebe konkretno. Te pa pride den, ko v roke vzemeš pravo odleto, pa rataš sam svoj čepeto. Te več njega ne gre to, če treba je nareto, pa vedno manjša je potreba za zadetost. Nešteto samo portretov, vse je prodalo, predno se te je spoznalo zaredno. Pa ja, za šalo si vedno, samo imaš v glavi tako štalo, ka te težko poslušam. Povej mi, ti je težka duša, ti je zgnesna sutra, vutra redno na knapal te kap, ko poslušaš, kak se trga na takt. Ha? Bolj resno in Tortuga, album iz oklepa vodaje radioaktivno. Miha, kje so tvoji glasbeni začetki? Hitro sem začel s pisanjem tekstov, to je bilo 6., 7. razred osnovne šole, spravi, to je zdaj že skoraj 20 let bi moglo biti. Pa vedno tak sem imel to kot neki hobi, pač predelava čustev odno tretje. Vredi mi je pisati tekste, to mi je bistvo, pol vse ostalo, kaj prije zraven, tisto produkcija, pa to me sploh ni neke prioriteta v tem. Raz napišem tekst, te pa ga zarepam, pač, če že je. Si bil vedno kot solist ali si kdaj delal tudi v kakšni skupini? Smo imeli en projekt, Malo Morgen, če lahko malo reklamiram, z Dulo pa z Purijem, to je Dulo, verjetno se pozna iz Steklih psov, Puri pa je tudi taki bolj underground rapper iz Radnic.
Pa smo naredili en taki projektek skupni. To je bilo v bistvu edino, kaj sem deloval v skupini. Zdaj pa si rekel, da gre to, kar je bilo vse shranjeno v predalu, v javnost. Ja, ti teksti so eni z tega albuma so res že stari. V bistvu je že Nasmej se komad, na primer, je že bil, preden je prišel zadnji projekt, To zdaj imate, je bil EP pred 7 leti. V bistvu je bil že Nasmej se komad planiran za njega. Pa sem se te odločil, kaj ne je še to, pa v bistvu je vse ostalo isto, sem bice zamenjal. Tako da že dejansko skladbe dolgo zlagaš v celoto. Ja, pri meni to gre tako počasi, pa tako kompliciran z teksti, pa te pol z izbiro bita, pa pol z snemanjem. Vse se vleče pri meni počasi, levo, tako jak želva, gle. Točno tako, želve so bolj počasne živali. Samo tako jak vino, ne. Vino tudi dlje časa rabi, pa pol je vedno boljše. Potem bo živel približno 400 let. Tako nekako živijo želve, ne? Upam, da ne. V teh letih si povedal tudi besedilno odrasel. Ja, definitivno, ful. Tudi osebno raseš vedno in te pol so se s tem istočasno pač teksti razvijali. Ali kdaj pogledaš tista prva besedila? Ja, pa se zgražam. Tako težko poslušam te stare komade. V bistvu sem vedno težko poslušal svoje komade. Samo zdaj pa je toti album pa dejansko tak, da si ga lahko dam gor, pa si ga poslušam, mi ni bad, ne. Tako je uspeh, to v bistvu za mene je tako, ker sem zadovoljen z izdelkom. Prvo moraš biti ti, potem poslušalci. Ja, bi naj. Jaz sem ful viske standarde za sebe, ne. Nekako nikoli ni dovolj dobro, se mi zdi. Pa vedno tebi rad malo boljše, pa te tam lahko malo boljše odrepaš, ko je sploh pri snemanju je to katastrofa zvedno. Jaz moram sam snemati, jaz vse snemam sam doma, ne grem v studio, ne grem nikam, jaz doma snemam. Prej si rekel, da si iz Radgone, potem bi lahko rekli, da imate sedaj že v Radgoni tako malo rap sceno, kot naprimer Velenju, Ljubljani, na Obale. Težko je v Radgoni z rapom, zelo težko je v Radgoni z rapom. Če sta pa že dva močna. Ja, dva smo, dobro, zdaj jaz nisem, ne štejem se še med močne glih, ne, ali samo smo edina, ne. Vse ostalo je bolj tak punk scena, hardcore, pa tak težko se uveljavi v Radgoni rap. Tudi smo probali par koncertov tako, ko jih organiziraš, pa je težko, ne. Včasih sem tudi že pred 10 folkov v Radgoni rapal, ne. Tako. Kaj pa preko Mure na drugi strani? Tam pa je dosti boljše. V Murski je dobro, je kar rap priljubljeni, tako bi rekel. Pa tam tudi te pride folk, sploh če je v Miki ali pa kaj tak se organizira, tam grem rad rapat. Kaj pa na avstrijski strani Mure? To pa ne. Glupo mi je, ne, ker rap je vseeno, v besedilih je vse in če te folk ne razume, kaj jim govoriš, je brez veze, ne. Mogoče pa se dela, da ne razume. Ja, tudi to ne je zdaj nek dosežek, če se oni delajo, ko razumejo, ne. Tretja, Načišen. Načišen, ja. To je nekako, jaz sam sebe vedno dojemam kot drugačnega od vseh ostalih. Na svet gledam drugače na vse, v bistvu pač probam gledati nekako tretja stran kovanca, sem jaz rečem vedno. Torej, ko ga vržeš, kam potem pade? Naravnost. Ja. Nisem taki kak vi, ne. Včasih se mi zdi, ko mi po žilah teče načiš na kri. Mene načik boli, načik čutim vsaki dotik. Če me iščeš, pa sem tam, ki po batih diši. Probam breme premestiti, dočik da jutri isto kak včera. Se gnes ne mrem veseliti, moram sebe navčiti. Kaj je breme, samo breme, kaj komu pistiš breme biti. Te zanima, kaj ko jaz dejansko vervlem v človeštvo? Ko grem čez enosmerno cesto, vedno pogledam levo pa desno. Živim za življenje, ne za stroške, ka bi videl čez meje. Gojim misli otroške, če nimaš jajc, pokaži joške. Zato, ker ti je zrasa kura, če te ne šteje med moške. Načišen, jaz sem načišen. Načišen, sem kak načišen. To ne je nov
novo poglavje, to je novi začetek. Če vam mostove podrete, bom pač preplava reke. Če še slučajno ne veste, ustvara se nekaj, pa za mojo delo v bistvu niti denara neče. Zato je to ti komad sam po sebi paradoks. Kak če šparaš, pa šparaš, ka imaš denara za koks. Ti se španaš, pa nemaš dara za to. Dočik ne očaraš, vrtiš se v začarani krog. Premagani smo, ne bomo prevagali to, ker je umagani folk in samo pali še ton. Pa smo premali za to, ka blokira se steza, se bojkotira naveza, pa ka se stavi kolo. Ka na oblast smrdi, bi ti rad vsaki dopoveda, v bistvu pa smrdi merilo na podlagi soseda. Vsi bi radi idilo, ni še ne bi nič nareda, samo milo za drago, pa probaj biti kolega. Že dolgo nesem med svoje rime spustil čustev, kot da sem gustek, pa v sebi skrivan občutke. Ne, nič nesem skriva, samo se počasi spitavljen, kad mi kri iz vene poriva. Ne zebe me, pa sem hladen, tudi ko uživam, pa snemam komade samo o tem, kaj uživam. Njega črno pa belo, vse je zatrla sivina, pa se zdi, kaj je poštenost izumrla veščina. Ne je mi vseeno, življenje ne je pošteno, ali tak pač je pri nas. Orkester špila samo teko, keko prva violina. Načišen, načišen, jaz sem načišen, načišen, sem kak načišen, načišen, jaz sem načišen, načišen, sem kak vi. Načišen. Tortuga z mano oddaje Radioaktivno iz oklepa album, ki ga vrtiva. Umetna inteligenca pravi, da si underground, introspektivni, izpovedni reper. Dobro, lepi opis. Najprej te ne pozna, ko so ugotavljala pred tem intervjujem, sedaj pa ugotavlja, kakšen rap delaš. Ja, vse to je zdaj, verjetno zdaj zaradi pač, ker je to ti album, sem resno tako sem rekel, da ga treba izdati tako, jak treba, ker so dobri komadi, pa bi bilo škoda, ka bi šlo samo mimo, ne. In te pač skleda tudi AI odkril. Se lahko opredeliš oziroma umestiš v kakšni podreperski žanr? Vemo, da se nekateri reperi uvrščajo sem tja. Na začetku sem full se držal boom bap beatov, se pravi bolj old school pa tak. Zdaj pa s časom vedno bolj širim spekter. Čim več bi rad sprobaval, čim več. Zdaj imam nekak tak cilj, ka bi rad naredil nekaj, kaj še ni bilo, ne. Nekaj čist novega, nekaj, ka bo čist fresh. Upam, ka mi rata. Kaj pa tematika, ki ti je najbližje v besedilih? Nekak imam sebe, ne, o sebe, o svojih izkušnjah, svoje dogodivščine, svoje dojemanje sveta. Nekak mi to najbolj gre. Tudi imam pisanje tekstov kot neko terapijo, neko pač, kad sam sebe zdravim. In to nekak se najbolj zastopa. Da vidiš sam sebe v tem svetu. Ja, ali pa da vidim svet v sebi. Si dober opazovalec okolice pa sveta? Ja, ful opazujem. Vse, kaj se okoli me dogaja, verjetno preveč vidim, pa tudi preveč razmišljam včasih. Je to kdaj pa kdaj težava? Ja, dostikrat. Tudi pri tem, ko delaš rime? Ne, to pa ne. To mi je kvečem prednost, ker pač imam ogromno informacij, ker lahko pač po svoje predstavim. Če primerjaš ta album s svojim prvim EP-jem, je možna primerjava ali ne? Na neki način je, zato ker sem se držal tega, da vse izhaja iz mene, pač svoj pogled na svet, samo je neprimerljivo, mislim, kvaliteta rim, kvaliteta tekstov, vse, tudi pol produkcije, pa vse je boljše zdaj, kar je odlično, ne. Si se naučil dela v studiu? Ja. Ne, pravi, ne hodim v studio. Mislim, svojem studiu? Ja, pač doma. Je pa resno, ko se z izkušnjami, ne, pol vidiš tudi, kje ti manjka, kak ti je lažje, pa te pač pol vse vedno boljše, ne. Niše? Bo četrta, oziroma nišče, če rečemo v slovenščini. Niše, ja. Tu sem si zraven napisal, kdo so elita, ki se ji nišče ne dotika. Strici iz ozadja. Tete, ne? Čeprav božno, da so v zadnjem času tudi tete iz ozadja. Ja, vsega je svašta, ne. Človek več ne zmore biti dobre vole, sama jeza pa stres, brez samokontrole. Stalno bole, glavno, ko smo stalno pole. Bi dali dušo vragi za igralne žetone. Naša ladja že tone,
pa naj potone. Če pa narod samo gleda, ko jim kradnejo milijone. Digitalne šablone nam režirajo live, z nepotrebnimi vsebinami požirajo cajt. Provocirajo fight, pa absorbirajo hype, kad te kasirajo na tistih, ki jim kreirajo vibe. Se ne pitaš zakaj, zakaj se niše ne pita, zakaj niše ne zgradi več hiše brez kredita. Niše ne pita, kdo se niše ne pita, kdo so tista elita, ki se jih niše ne dotika. Zakaj se eni članki ne pojavijo v novicah, pa zakaj so stalno iste glupe face na volitvah. Stalno iste glupe face. Niše se ne pita, zakaj se niše ne pita, pa niše ne očita, ka se niše ne pita. Elita, te itak nekak prišla do profita, te pa niše ne razmišlja o rešitvah. Niše se ne pita, zakaj se niše ne pita, pa niše ne očita, ka se niše ne pita. Elita, te itak nekak prišla do profita, te pa niše ne razmišlja o rešitvah. Vsi tisti, ki mislite, ka preveč solim pamet, ko vas jebe, zdaj vam sol potorin na rane. Prokleti spranec, valjda, ka solim pamet. Če pa se obnašaš, ko da bi ti izklopili možgane. Moji mame pod nobenim pogojem imel vsaj pol takrat, kak manj jaz rad mojo. Čeprav je una kriva, una pa ni še drugi, ker ti je dala življenje, ki si ga ti ne zaslužiš. Zadala ti je meje, vse dobrine ti nudi, pa ne je una kriva, ka se ti ne potrudiš. Stalo preveč izgovorov, premalo dejanj, ker imamo preveč odgovorov, premalo vprašanj. Pa se nam jebe, jebe se nam, ko imamo breme na sebi, pa damo šalo na stran. Napolnjeni z dvomom, samo štejemo žrtve. Imamo več kardiologov, kak ljudi, ki imajo srce. Ga trte vrte tisti, ki te čete zafrkne, pa ne gledaš naprej, ker moraš kriti si hrbet. Preveč glupih potez, pa poceni napak, ker je vedno že prepozno za naslednji korak. Pa je vedno preveč grozno za veseli obraz, te pa svojo kvaliteto prepoceni prodaš. Ja, prepoceni prodaš. Niše se ne pita, zakaj se niše ne pita, pa niše ne očita, ka se niše ne pita. Elita, te itak nekak prišla do profita, te pa niše ne razmišlja o rešitvah. Niše se ne pita, zakaj se niše ne pita, pa niše ne očita, ka se niše ne pita. Elita, te itak nekak prišla do profita, te pa niše ne razmišlja o rešitvah. Tortuga iz oklepa album oddaje Radioaktivno. 11 pesmi si dal na album. Si vse skupaj zaokrožil kot neko celoto, kot neko zgodbo od intra pa do outra? Pa tak. Načeloma outro je neki zaključek. Outro je bil tudi zadnji komad, kaj sem ga napisal. Tako je zaključek neki je, ni pa zdaj nekaj, da bi bila neka zgodba ali pa kaj. Pač komadi, kaj so se nabrali skozi leta, v 7 letih od prejšnjega EP-ja. Tak nekak, bolj nekak, ja, bi rekel. Glede na naslov albuma, sklepam, da si se osvobodil. Ja, načeloma sem tako nekako dolgo sem razmišljal, kako bi dal naslov albumu. Nekaj v povezavi z želvo sem hotel, ker pač to sem jaz. Pa tudi nisem hotel tako na prvo žogo, se pravi, je zdaj malo nekako dvoumno, ker če se nečesa oklepaš, tako da iz oklepa pač sem se iztrgal zdaj nekako v tej smeri. To meni, da si nekaj spustil na nek način. Pa tudi pride iz oklepa, zato ker sem želva in pride iz oklepa, ne. Ja, potem si lahko hitro namenijo. Za tiste, ki to konzumirajo. Naj probajo. Kot sem rekel, 11 pesmi je na albumu. Za bite si poskrbel sam ali tudi sodelujejo druge? Za intro sem naredil bit jaz, vsi ostali so tuji producerji, oziroma par bitov sem lizal, pač kupo. En producer iz Zagreba mi je dal 3 bite. To pa je to. Ja, pa 5 bitov sem kupil, pardon. Sedaj si že v tej fazi, da tudi delaš sam kaj? Intro sem naredil, sam to je prvi bit, na katerega sem dejansko svojega sam nekaj posnel. Se trudim, samo pravim, zdaj, kako smo se že prej pogovarjali pred intervjujem, zdaj sem spoznal kar nekaj producerov, ker mi lahko dajo bite in se ne rabim s tem ukvarjati, se lahko ukvarjam s tem, kaj mi gre. Besedila. Tako. Ki pa so vse potem tvoje delo. Definitivno. DJS bo naslednja, Dobrota je sirota. Dobrota je sirota, kot sem slišal besedilo. Ja. Se strinja s tem? Ne, vse to je sarkastično, ne. Se tudi v komadu bo čulo, ko dejansko ne mislim, da je dobrota sirota. Čeprav pa je, v zadnjem času vse bolj imam tak občutek. Jaz pa glih drugače mislim. Bolj kot si dober, slabše je. Jaz pa glih drugače mislim. Zakaj? Nekako se mi zdi, da se začne v večji množici nekako stalno bolj v pozitivno. Stalno se bolj pomaga eden drugemu, če se le da. Pa ne mislim, da je to finančno ali pa kajkoli. Naprimer, nekomu nekaj pade, pa mu pobereš.
In vedno več je tega, se mi zdi, in to mi je ful vredi. Pač rad bi čim več tega dosegel. Na nek način, mogoče v resničnem življenju, ampak če pogledaš pa vse skupaj na spletu, pa vidiš, da temu ni tako. Tam pa je Ful malo spremljam splet, pa medije, pa to, jaz sem ful ne spremljam tega, ker to se samo širi negativa. Vse si poiščem kakšne članke, pa jih preberem, samo kaj si jaz poiščem, nekaj mi neki algoritem ponudi. Dobrota je sirota, sirota. Dobrota je sirota. Jaz se najdem tistih, ki prvo vidi dobro v človeki. Prav vsaki se mi smili, ko vidim, kaj je za dregi. Vseeno, če te prvič vidi, ali smo kolegi. Pomagati bom, če manj rešitev na dosegi, ker sem mnenja, ko se dobro vedno z dobrim vrača. Ogromno sem dolga, ko se vrne, še čaka. Odnašam se spoštljivo, rečem prosim pa hvala. Ponosen sem, ka nisem nikoli nikoga vdara, ker je boč v besedah. Z besedami pa se nočem, če boš pila kretena, pri meni nesi dobrodošel. Ne rabim tega, ne rabim slabe energije. Spizdi ta, odhod si prišel, če podpiraš nasilje. Itak tudi pride den, ko se meni spi, pleka mi čist, vse gre na živce. Pa glih te, pokažem svojo veličino, ko se lepo mirno odmeknem za sebe v tišino. Dobrota je sirota, dobrota je sirota, dobrota je sirota, dobrota je sirota. Dobrota je sirota. Ne, to si se zmota, ker če bi bilo tak, bi se jaz v nekem jarki kota. Zato pa to mnenje zavračam. Vedno debelalo, ko se dobro z dobrim vrača. Jo, stoj, veš kak za ene zgleda svet. Ne bojo pomagali, če ne morajo tega posvet. Kamere, če vgasnejo, če bo net crkno, kdo ostane, mam na roki preveč za preštet prstov. Zdi se mi prav, mam noter navade, dvignene obrvi, ko da fopam tam glave. Oprostijo slabe navade, ti če ropaš pa rabja, če si humanitarec, hočejo, da nastopaš za džabe. Veš koliko tu je zavisti, ker je v mojem krogu folk, ki se hoče s tem okoristi. Gledajo na sebe, razvajajo telesa, najbolj glasni so pa tisti, ki ne dajejo ničesar. Taki moje sorte ne verjamejo v nebesa, edinokrat so večni, ko ujamejo peresa. Nadam srčnosti, vedno se opiram in to bom prenesel v mojo vojsko, kjer še kreiram. Dobrota je sirota, dobrota je sirota, sirota. Dobrota je sirota, sirota. Dobrota je sirota. Ne, to je pomota, ker če bi bilo tak, bolj se jaz v nekem jarko kota. Zato pa to mnenje zavračam. Vedno bo veljalo, da se dobro z dobrim vrača. Dobrota je sirota, dobrota je sirota, dobrota je sirota, sirota. Ne, to si se zmota. DS oziroma Dobrota je sirota ter Tortuga oddaja radioaktivno. Album je šel samo v digitalni obliki ali tudi fizični? Ne, imam tudi fizično obliko, ki jo v bistvu talam. Tak semi talam. Pomeni, da je še v tebi malo stare šole. Ja, bilo mi je pomembno, ko se naredi fizična oblika, ker pač se vem, večina folka sploh več nima kam dati CD, tako da tisti, kjer ga bojo dobili oziroma kjer ga bojo hteli imeti, tisti bodo ga imeli za sentimentalno vrednost, samo več ali manj, ali nekako mi je spada zraven, se mi zdi. Dejansko to neke vrste vizitka danes. Ja, mogoče ja. Potem si prisoten na streaming platformah? Ja, na Spotify samo imam. Je kaj odziva tam? Tak, srednje. Zdaj stalno manj, zdaj že en mesec od tega, kaj je prišlo, pa da se vidi, kaj počasi padajo streami. Pa se ne sekiram. Kaj pa kaj komentarji na besedila? Vsaki, kaj je poslušal album, mi je rekel, da je full vredi, da je top. Resno nisem dobil nobenega slabega komentara na album. Si tudi že kaj prodiral izven lokalnega okolja proti centru Slovenije? Ker nekateri pravijo, da preko Trojan težko priti. Sem imel že nastope v Celju tudi, pa na Koroškem sem tudi že bil. Upam, da bom lahko kam drugam tudi še, kam dalje. Jaz rad grem, zdaj pred kratkim sem bil v Žalcu. Samo to so vse večinoma tak nekaj, kar se moram sam ugurati, ko me nihče ne kliče. Ne. Imam kar nekaj kolegov v Celju, tako da sem tam nekako imam možnosti. Ali dalje pa, ne vem, bomo videli. Mogoče pa bo kdo. S časoma. Ja. Naslednja, nasmej se. Jaz sem ful nasmejani človek. To je videti. Resno se rad se smejim, pa rad poskrbim, kaj je družba okoli mene vedno nasmejana, pa tudi nekako o tem govori, to ti komad tak se napisal svojo zgodbico. I'm a man on a mission. Širi novi
novi trend, nasmeh na obraz, tečem podreti sistem, se že v razvojni fazi. Pa imam problem v svoji podatkovni bazi, premalo vas je takih, ki me sploh opazi. Zato ker preveč težiš, imaš kup skrbi, zdi se, ko se ne smejiš, ker ti izvest smrdi. Ali pa ti zob fali, to kaj imaš pa je črno, pa te je sram. Zato se stalno držiš grdo, še v dobrih dnevih vedno gojiš trmo. Den je vedno lepši, če se nasmejiš prvo. Se pa ne je težko, daj probaj resno. Naš pa naj levo ličnico v levo, pa desno v desno. Sprosti čel, na levi rahlo spusti. Pa imaš nasmešek na vustih, ne popusti zdaj. Stalno bliže smo cili, če nesi sodelovat, ja, pa se mi smiliš. Ja, se mi redno smiliš. Nasmej se, pa pozabi probleme, če ima kolega slab den, mu podari nasmešek. Nasmej se, polepšaj si den, samo z dobro voljo bomo premeknili sistem. Nasmej se, pa pozabi probleme, če ima kolega slab den, mu podari nasmešek. Nasmej se, polepšaj si den, samo z dobro voljo bomo premeknili sistem. Predstavljati si moreš svet brez jeze, brez slabe vole, vse povprek ljubezen. Bivala pozitiva, ne pozna meje, glavno ka vsaki uživa, pa se dosta smeje. Skupaj smo močnejši, ti pa še vedno trmariš. Če bi bili pametnejši, bi se že davno smejali. Ne rabim jaz tega, za tebe se gre kolega. Jaz te samo gledam, pa mi že konkretno najeda. Ka nemaš pojma, ka ne boš nič dosega brez korektnega pristopa, ko pristopiš do človeka in njega boljšega možnega prvega vtisa. Kako se smejiš, ko da te je kdo narisa. Tak pa nikak načik, vsi te se smejali, ne se bati, na konci te mi vsi priznali. Ka si začeja živeti čist novo življenje, od tistega momenta, ko se skozi smeješ. Nasmej se, pa pozabi probleme, če ima kolega slab den, mu podari nasmešek. Nasmej se, polepšaj si den, samo z dobro voljo bomo premeknili sistem. Nasmej se, pa pozabi probleme, če ima kolega slab den, mu podari nasmešek. Nasmej se, polepšaj si den, samo z dobro voljo bomo premeknili sistem. Samo z dobro voljo bomo premeknili sistem. Vivala pozitiva. Nasmej se z albuma Iz oklepa ter Tortuga. Ko se nasmejiš, pozabiš na probleme? Včasih. Včasih ne gre, da jih čisto pozabiš, ali je pa lažje iti skozi probleme z nasmeškom. Sedaj, ko je album zunaj, načrtuješ tudi kakšno uradno promocijo? Jaz sem tak slab v totih promocijah, potem to sploh ni moj svet, ne. Pač zdaj je šlo vun, zdaj pa kaj bo. Ni to moj svet, promoviranje. Tako, kak sem rekel v intro, ne, jaz sem raper, ne promovator. Potem boš moral imeti za sabo še nekoga, ki ti bo urejal koncerte. Moga. Čeprav si brezplačen, kot si te rekel na začetku, ne? Nič ne računam, zdaj, če mi kaj ponudijo, ne rečem ne. Tak, rečma ne. To je že bolj pametno. Kaj malo, vseeno se moraš ceniti. Ne je to sploh point, ko se jaz ne bi cenil, to je, jaz ful rad repam. Jaz rad grem pa zarepam svoje komade in ne mi je point v tem, ko dobim denar za to, vredi je, če dobim za kakve potne stroške, pijača in tako vedno zastojim v backstage, tako. To je meni čisto zadosti. Jaz rad svojo muziko predstavim, pa rad stojim na odri, pa zabavam folk, to mi je nekako najbolj. Na albumu imaš tudi 2 sodelovanje. Amo pa Iris, shoutout. Amo itak se pozna, Amo je v slovenski sceni kar poznane. Iris pa je kolegica, ki je čisto slučajno enkrat mi poslala neki svoj demo, ker nekako smo prišla do pogovora, pa te mi je poslala demo, pa mi je bilo ful dobro, ne. Pa je to v bistvu njeni prvi komad uraden izdan, nima še ni nič, tako je to za njeni prvenec. Sem sprva mislil, da to kakšna pevka, ki bo pela back vokale, potem pa slišim, da repa. Ja, ful, mislim, zelo dobro je napisala, pa vsaka je čast res se še bo dala, bo ne jaz malo, ful je zaposlena, ful dosti dela, ali dela tudi muziko, tako da bo Iris pride. Incoming. Torej pripravljam. Potem bo na tebe povabila, da boš ti featuring. Ja, upam, no. Boš moral svoj del skladbe napisati. Bom, s veseljem. V to ne dvomim. Samo vprašanje, če bo to se potem pri besedilu uskladilo. Ti boš repel o enem, ono pa o drugem. To se načeloma prej zmeniš, ne, kaj se zada tema, oziroma ponovadi je tako, kad te že en ima neko temo, pa te pa drugi zdrave napiše, ne, se te ne napišeš nekega čist XY, te napišeš nekaj, kaj povezavi, kaj gre skupne. 7, ki jo bo dala, bo ravno ta, ki je skupaj z Iris, Život. Život, ja. Življenje. Ja, tak nekak, mama take, kako bi rekel to, vsaki smo po svoje opisala pogled na življenje. Check. Check.
check, ja. Vse je točno tak, kak mora biti, ne mreš se skriti. Ne pite se, zakaj si ti tisti, ampak kaj teče življenje navčiti. Ker ko najdeš home, kak ti se ti ne zdi samo, ampak veš, kaj to vsi ti. Dobro se držiš, alo, lahko se sprostiš malo, ker če skrbiš, samo gibiš, pa od življenja ne da nič ostalo. Vizualiziraj, te pa manifestiraj, naj ti ne predstavljajo možgani ovire, ker so orodje. Predani plani odideš, ko je danih poti več. Ostani obziren, ker da se ti vse dobro vrnilo še boljše. Mogoče ne takoj še, zdaj pa to tvoj takojšen preboj, čeprav boj še ide dale. Se pa te ne boj se, ker pokoj je samo, ko zastopaš svoje ideale. Ja, kaj tečiš? Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečiš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, da se klin ne zbije s klinom. Ja, kaj tečiš? Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečiš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, da se klin ne zbije s klinom. Življenje je šola, vedno znova nas testira. Se začne, ko se rodiš, konča, ko nehaš dihat. Ko nam teče gladko, istočasno se pojavi ovira. Čeprav se včasih zdi, da je life ni tako kompliciran. Problem si ti, ker dostikrat preveč odiraš. Včasih sam sebe oviraš, podzavestno stagniraš. Namesto da bi šel naprej po svoji poti, se nazaj oziraš. Ne kapiraš, da si škodo delaš, vrata si zapiraš. Dobro poznam ta feeling, ko v sebi mira nimaš. Veš, da moraš se premakniti, pa napačno pot izbiraš. Notranjosti nastane sila, ti globoko v sebi se zdi, kot da voda pljuča ti zaliva. Ne moreš zadihati, ostaješ brez kisika. Panika te zgrabi, ponovno v objem vabi čemlina. Tolikokrat je to napako ponovila, da me sploh več iz tega, kaj pred mano skriva. Kriva, itak sem večinoma bila sama si, ker prehumano mi diši in ne morem pomagati si. Težko prste žan držim, vse je treba probati. A tu moraš paziti, da ne odtisneš več, kot si sposobni zobati. Ja, kaj tečiš? Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečiš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, kaj se klin ne zbije s klinom. Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečiš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, da se klin ne zbije s klinom. Ko zapreš dvera, skozi kera si htela iti. Ko se zgodi ti nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Ko svojih misli niti ne probaš izgovoriti, začneš rušiti tam, ki bi mogla graditi. Probaj se predati resnici, pa prepoznati, kad ti si tisti, ki more nekaj dati, pa spremeniti. Če češ nekaj načišnega biti. Spoznal si že celo paleto ljudi, pa ne si nikomi pokazal, kdo konkretno si. Prišpara bi si lahko nešteto skrbi, če bi poslušal vsaj pol teku, keko gučiš. Usoda te sproba, noči boš ponavljal napake, vedno znova, pa znova, pa znova boš pa salaket. Ker na šola ne šola, ampak dela enake. Ker je se zmislil ta pregovor, naj stvari so tri. Napake 10krat ponovim, pa ne zapomnim si. Definicija norosti je delati isto, čakati drugi zid. Verjamem, da prišel bo dan, ko to se naučim. To takrat se dalje motim, nazaj po rokah hodim, nima veze, ki pa kak, važno, da sem na pravi poti. Davno več se ne sekiram za stvari, kjer nimam vpliva. Tujih problemov ne diram, se razkomotim, palim joint pa čilam. Študiram o toti moje življenjski poti. Ne narobe razumet me, vsak se lahko zmoti. A ne bit budalo, če 100krat ni delovalo, tudi ne bo 101. Pa kaj tečeš, taki ti je život. Se borimo, gubimo, iz napak največ se naučimo. Če se kdaj zgodi, da ponj zgrešimo, ponovimo vajo. Te ko rabiš, da skopiraš, toliko več ne bo to stalo. Enim je jasno prvič, drugim nikad. Lifeu nič ne dobiš, zastonj cena je skrita. Ipak včasih srečaš ljudi, ki vzamejo več kot nazaj dajo. Čim prej se moraš oddaliti in vzeti, kar je ostalo. Kaj tečiš? Ja, kaj tečiš? Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečiš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, da se klin ne zbije s klinom. Ja, kaj tečiš? Tak je život, točno veš, kaj ne smeš, pa je preveč mamljivo. Ja, kaj tečeš? Samo enkrat živimo, pa komaj z leti opaziš, da se klin ne zbije s klinom. Tortuga z mano vodaje radioaktivno iz oklepe album, ki ga vertiva. Na naslovnici albuma si ti, tako da te lahko poslušalci takoj spoznajo. Tako, to mi je bila želja, cover mi je delala Zala Vernik, zelo dobra kolegica iz Celja. To mi je bil edini pogoj, jaz čem biti na coverju. Pred zidom? To ne,
samo jaz, ostalo se mi je dal čisto odprte roke. Da je zid v ozadju. Ja. Ga želiš podreti? Ali mu postaviti hrbet? Zaenkrat mu kažem hrbet, ne. Kaj pa še bo, pa ne vem, bomo videli. Prej si rekel, da si malo na spletu, na družabnih kanalih vidim, da si. Sem. Te lahko tudi tam poslušalci kontaktirajo, dobijo album. Lahko. Turtle was taken again na IG, pa Miha Turtle Starovastnik na Facebook. Tam kaj komentirajo poslušalce? Na začetku je bilo se je kar delilo komade pa tak. Zdaj se je malo zatišalo, ali pravim, ko kdo kaj komentira, je vedno pozitivno, ne. Tudi je tako, ker ni še ti ne zdaj šel, pa da ti pisal, za kurac je to, pa redki so taki ljudje, ki zdaj se te davnali, ne. Tako, možno, ko obstajajo tudi ljudje, kjer ni bilo všeč, ne, pa jaz ne vem za njih. Koliko pa vlagaš v videoprodukcijo? En video imam zaenkrat v svoji karieri 20 let. Sploh mi ni to prioriteta. Dejansko je en video še bil, oziroma še je, nisem ziher, kaj bo z njega, ker nekaj smo snemali, to pa je ta človek, ki mi to dela, ima ful vsega trenutno v življenju in nima časa za to. Pa smo dala malo na stran, tako možno, ko še pride za vrane. Komad smo delala, mogoče še bo video, mogoče pa ne. Bo pa novi projekti, kaj bo njih dela, bodo ziher, bo še kakšen video prišel. Nekateri govorijo, da se danes glasba tudi gleda. Čeprav glasba na televizijo, kinjajo po drugi strani. Ne vem, jaz sem tudi tako nekako razmišljal, sploh po prvem EP-ju, ki sem ga dal samo tako vun, brez vsega, brez kakakoli singla ali pa kaj. Pa je ful šlo mimo, ne. Sem mislil, kad je zdaj, če bom intro naredil spot, malo tako počasi, tako privaba folk s tem, samo tudi neke veke razlike. Comeback bo naslednja. Si našel prahca? To je tako, to zgodica. To je tudi že, toti tekst je že tudi bil hitro za to zajemate. Je prišel tudi tekst, pa resno je zgodbica, nič ni z realnostjo povezano, ne. To je pač storytelling čist iz glave. Pa si ga našel? Ja. V komadi ga sem, ja. Kaj pa resnično? Tam pa še vedno hlevo. Ja. Začeja na začetki, bolj tam na sredini, ker je začetek bija grdi pa nečen, ko se ven smije. Jaz sem borec, ker morem, ker me život cili. Dal sem skozi vse fore, pa boljše, ko me sploh ne vidiš. Če sem strti v srci, mi ne so strli oklepa. Skriva sem se med krti, pa v senci mrtvih ukreva. Iskal sem pot nazaj, pretoke v glavi prešteva, pa sem ga najša prasca. Že par tednov da gledam, vidim, ko sem eva, nema si kaj začeti, pa bi bilo tak fajn, ko bi me Boža poklep. Plan je jasen, to da je redna frka. Lepo počasi se bom šetna do vrat, pa potrka. Ko odpre se mu fuknem za vrat, ko fukne na tla. En pošteno grisak, pa muha je šla. Zatlačim tace v nos, pa oklep v usta. Čez nekaj cajta umedli, ker nema lufta. Svežem noge pa roke, pa ga svežem na stol. Si postrežem malo koke, pa vzemem v roke kol. Pa šut med njoke, pa te še enkrat malo bolj. Ko se končno zbidi, se začne psihični pokol. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti. Za želvo, stari, to ga ne meš verjeti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti, zato pa sem jaz končal v toaleti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti, za želvo, stari, to ga ne meš verjeti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti, zato pa sem jaz končal v toaleti. Se res sem bil tak naporen, pa daj povej, ali si ti tak nesposoben? Ja, zdaj se smej, začutil boš vse moje more, vsaj dvakrat močnej. Vse od mraka do zore, pa še od zore naprej. Tvoje more ne de fertik, zdaj si moj. Življenje ti visi na pecli, boj. Ko bom končal s tebo, te bom zakopal v gnoj, ker si gnoj. Vseeno živ, ali mrtev, kriv, ali žrtev. Teja si bif, ja, dobiš ga z prve. Tekla de kri, jaz te bom pogled na oči, te pa 1, 2, 3, pa boš hrana za črve. Ker te bom celega porezal, potora sol gor. Ko se boš redno naprezal, pa peklo še bolj bo. Potegnem ven motorko, zdaj
se nareda red, pa gre za res. Takoj ko se nareda res, pa padne v nezavest. Res sem si pizda, veš, tak to ne gre. Zapra boš oči, te ko jaz to povem. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti. Za želvo, stari, druga ne mreš verjeti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti. Zato pa sem jaz končal v toaleti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti. Za želvo, stari, druga ne mreš verjeti. Niti za želvo ne si sposoben skrbeti. Zato pa sem jaz končal v toaleti. Miha oziroma Tortuga z mano podaje radioaktivno iz oklepa album, ki ga vrtiva. Kako gledaš na našo glasbeno sceno, na domačo glasbeno sceno? Težko kaj komentiram, zato ker ful malo poslušam. Resno težko kaj povem. Ampak vseeno, kaj zaznaš? Pa ja, zaznam, samo težko mene catchne kaj, da bi te si pol resno parkrat poslušal. Tako resno težko kaj povem. Leopold Benko pač on mi je ful kolega, njegove komade vse poslušam. Samo on tudi ve, kako imam jaz mnenje o njegovi muziki, tako. Ste kaj povezani na glasbeni sceni, na rap sceni? Jaz ful malo, sploh zdaj sem bil ful pek, ne, od tega, pač, ker nič nisem delal, ne, sem pač živel. Se pa zdaj povezujem počasi, mogoče pa še bo kak dober featuring padel. Kaj pa druga glasbena scena, ne samo rap scena? Ful široki spekter imam glasbene. Če je dobro, če je kvalitetna muzika, lahko vse poslušam. Nekega hardcore, death metala, ne, pa nekih narodnjakov, ne. Rad pa poslušam kako klasično muziko tudi včasih, ali pa kaj tak, ker v sebi lahko reka. Tako da si zelo odprtega srca. Tudi sem gor rasel, pač v Radguni je punk, ne. Večino v svojej mladosti sem bil punker, pač v osnovni šoli pa to, te se pa pol rap pojava. Pa te bolj pritegnilo? Ja, sploh to, pač ko sem začel sam, ne, pač tekste pisati, pa te pol tudi poslušaš, te rap, ne. Se mogoče potem tudi lažje izraziš skozi rap? Mogoče. Ko pa če bi naprimer pel? Tudi petje probam vključiti, bi rad zdaj čim več v bistvu pel tudi zraven, zato ker znam tudi peti, pa bi rad. Ker je vrede, če je malo za kontrast, ker ni samo rap, kaj je malo vmes za peto, pa te pol spet prije rap, se mi dopade. Roke gor, praviš v naslednje? Remix. To je v bistvu komad že iz projekta Malo Morgan, z Dulo pa s Purijem, kaj smo imeli. Samo mi tisti beat ni bil všeč, ne. Na katerega je bilo tisto. In sem se odločil, kaj naredim tako bolj trappy verzijo. Pa mi je dosti bolj všeč to ta. Zdi se, ka še samo delam, pa nema nič od tega. Vlečem se iz dneva v den, pa den nema pomena. Nemam tem za tekste, pa nič ne snemam, ker nerad delam samo teko, ko se nekaj dela. Išem smisel v nesmisli, pišem nesmiselne misli, ker preveč rišem. Pa ne mislim res biti, bežim sam pred sebo, bojim se resnice. Tak sem hiter skozi vrstice, ko ne dobi me več niše ne skrbi se. Pa ironično zdi se, ka moram potegniti črto, čečen, ko se zliže. Rinem z glavo skozi zid, vse bi rad nareda sam. Tak dolgo rabim skozi, ka pozabim, kaj sem hteja tam. Jaz se ne hvalim, rad se stalno pošalim. Stavi se mi po strani, pa te verbalno zlorabim. Frontalno, čeprav stalno ovinkarim. Verjemi stari, nečeš biti moj sovražnik. Nemam ideje, kam me vodi življenje. Jaz po poti se smijem, te pa bo, kaj bo. Ki šteje, se zadevam brez smeje. Ne zahtevam trofeje, samo kada te roke gor. Skozi preve
preveč študiran, breme se mi nabira, v meni vreže, ker stalno samo sebe zatiram. Ne jebem prepira, sprav ti me ne mreš iztira, dan respekt vsakemi, ki tuje mnenje respektira. Brez kableviran dan, karte na mizo, ne poziran, pa ne prodan se za pizdo. Ne preziran, vedno podpiram resnico, siher si zasluža, če si skasira desnico. Ker to, kaj je en reka, kamu je drugi reka, kaj je tretji enega čujo reč ti enkrat. Je zgodba, ki je prirejena prevečkrat spremenjena, ma še en preobrat. Zato se jaz rad prepričam na lastne oči, čeprav so daljše poti, pa ja, če skrbi se pa celi cajt krepin in nabiran moči. Te, ko zvem resnico, še resnica ne boli. Nemam ideje, kam me vodi življenje, jaz po poti se smejem, te pa kaj bo. Nega dneva, ki šteje, se zadevam brez smejem, ne zahtevam trofeje, samo kada te roke gor. Nemam ideje, kam me vodi življenje, jaz po poti se smejem, te pa bo kaj bo. Roke gor in Tortuga, oddaja Radioaktivno. Kako pa gledaš na umetno inteligenco in glasbo? Ni mi to všeč, sploh ne, sploh se mi ne dopada, kaj se dela. Lahko dam eno tako zgodbico. Enkrat sem na YouTubeu se naletel na Eminemov AI album, ne. Jaz sem si ga poslušal, tisto ful dobro, kako je to The Way I Be, ne, namesto The Way I Am, pa tak. Pa sploh nisem vedel, kaj je AI, ne. Pa tisto pošljem kolegici, pa ona reče, som to AI, ne. Tako mi je bilo prav bad, tisto, what the fuck, ne. Ni mi cool, ne zastopam tega. Zato, ker glasba rabi tisto človeško, nekaj človeškega, kar ti AI ne more dati, ne. Posebej ne pri reperskih besedilih. Ne. Čeprav bite bi še Ja, bite bi mogoče lahko, ali ne, kako pa se začne tisto nekaj tekst, pa sploh, ko je zarepano nekaj, ali pa zapeto se vseeno, ne more to računalnik. Jaz si uporabim pri pripravi intervjujev, ko smo že prej ugotovili na začetku, ima kar težave s tabo, pod enim ali drugim imenom, si še popolnoma underground, ampak vseeno sem Microsoftevemu Copilotu zastavil vprašanje, oziroma nalogo, naj pripravi 5 vprašanj zate. Ok. Umetna inteligenca. Oje. Sedaj imaš na voljo 2 sklopa, ali želiš 5 smešnih, nenavadnih vprašanj ali 5 absurdnih vprašanj. Dajmo smešne. Smešne. Jaz se rad smejim. Tortuga, prvo vprašanje, ki ti zastavlja Copilot, je naslednje. Če bi moral en dan živeti kot želva, drugi dan pa kot pirat, kateri dan bi bil bolj naporen in zakaj? Ziher kot pirat, ker jaz nisem niti približno piratski. Drugo vprašanje. Koliko časa bi preživel na zapuščenem otoku, preden bi se začel pogovarjati s kokosom in mu dal ime? Dolgo. Jaz dolgo zdržim sam s sabo pa svojimi mislimi. To bi bilo več kot leto. Tretje vprašanje. Če bi ti nekdo ponudil supermoč, ampak bi bila popolnoma neuporabna, naprimer, da znaš segreti samo eno zrno riža, katero bi izbral? Da mi ne rasejo nohti. Četrto vprašanje. Kaj je najbolj nepiratska stvar, ki si jo naredil ta teden? Kako si to definiram, nepiratska? Vse, kaj delam, je nepiratsko. In še zadnje vprašanje. Če bi moral izbrati maskoto svojega življenja, pa ne sme biti želva, katera žival bi te najbolj razočarala, a bi jo vseeno moral sprejeti? Bi me razočarala? Ja, dobro, se želva me ne bi razočarala, ne. Zdaj ima nasprotje, gepard. Sedaj slišiš, kako razmišlja umetna inteligenca. Dobro, nisi izbral absurdnih vprašanj. Ja, se že mislim, ja. Tudi ne bi bila tako hitro fertig, verjetno. Sicer so malo daljša, bolj zapletena. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo urane oziroma vrane. Frane, ja. Lahko beremo na 2 načina, razumemo samo na en. Ne, dejansko je tudi tak z namenom, ne. Zato, ker gre v rane direktno, a bile so vrane prisotne. To pomeni, da še malo posolimo, da peče. Ja, ne, so že zaceljene.
je za mene, ker nosim breme. Tako breme, ker se spitavljam, če prosim preveč, ko v bistvi nič ne prosim. Pa se zdi, ko nikoli za nič nisem zadosti. Zbujam se sred noči, ko zadnja bakla pobisti, ker mi sanje naložijo vedno nove skrbi. Pa tonem v njih. Mislil sem, da stalno ležje, zdaj pa stalno bole boli. Življenje mi po poti redno tala focne, vsaka rana zaceli, pa da verjetno tudi to te. Samo da brazgotine brutalno globoke, ker je za zadnji udarec uporabljal bokser. Pa se še nisem pobral, ne je mi žal, zato ker vem, ko bom se. Pa na to vse pozaba, če ne pot prava, bom sprobava. Dočik ne bom na njo zotava, dnevi se mi vlečejo kak leta. Mentalno sem daleč pred sebi, vseeno nič ne obetam. Sem samo bleda senca človeka, ki je včasih znal kogakoli spraviti do nasmeha. Naslonil sem se na muziko, tja, tak kak vedno, no. Naslonil sem se na muziko, ko mi je ležje bilo. Naslonil sem se na muziko, ko še rane niso cele ble. Tebe ne gane, meni pa ostane trenutek, ko so vrane odletele vse. Vse, vse, ja, čisto vse. Fuck. Stalno ista rutina, ki se zdi, ko nikam ne vodi. Praznina, ki bi jo rad pripisal sodi, kot da diham v vodi. Zelo jeti v svoji glavi, pa bi rad pisal o svobodi. Iskal sem vse posodi, nisem pa pogledno pogledalo, ker si nikoli ne bi rekel, ker sem premalo. Samo ko te jebe podalo, ti je resen čist vseeno, kaj da s tebe nastalo, alo. Dal si stalno preveč za malo, zdaj je cajt, ko sebe zdigneš nad vse ostalo. Jaz sem setback na setback za setbackom. Cajt je, ko grem čez, ker če čem več te vem, kad je z repom. Rekel sem, ko se ne grem več, ponovem tudi grem skozi den, brez kapafnem petko. To da je nova, najboljša možna verzija mene. Proba sem pa bojzna, še dale se ženem, život dati pa vzeme. Mogla sem se pripeljati iz teme, ker sem sposoben prepoznati sebe. Ker sem sposoben prepoznati sebe. Naslonil sem se na muziko, tja, tak kak vedno, no. Naslonil sem se na muziko, ko mi je ležje bilo. Naslonil sem se na muziko, ko še rane niso cele ble. Mene ne gane več, tebi pa ostane trenutek, ko so vrane odletele vse. Vrane odletele. Gane več, tebi pa ostane trenutek, ko so vrane odletele vse. Tortuga, Urane, skladba je imela tudi kitarski začetek. Prvo si mislil, da je to prava skladba brez bitov. Ja, to je dejansko eden izmed redkih komadov, kjer je bil napisan na toti bit. Ker sem čul bit, pa sem začel pisati na njega, ne. Drugače sem dosti menjaval bite, pa spreminjal. Toti pa je dejansko ostal, ne. Ker tudi melodija v refrenu tako lepo paše, pa pač to ti je pasal v nulo. Tudi je kupljeni bit. Bi kdaj nastopal tudi z bendom v živo? Ja, zelo rad, zelo rad. S bendom je čist nekaj druga, ne. Čist boljše, energija, ki jo lahko daš, pa bolj se lahko uskladiš, pa bit gre, ne. Bit gre po svoje, pač odleti svojo. Muzičari pa ti vseeno lahko malo nekaj, ne, prilagodijo. Zaenkrat si eno skladbo izpostavil kot single, in sicer Intro, ki si pod video spotom računa še katero? Ja, tako sem že prej rekel, verjetno je v izdelavi za Vrane, ali nisem siguren, kada se je izpela. Bodo pa naslednji komadi, kaj bodo prišli, bojo hodili kak single prvo, ne bo prišlo tako vse kak celota. Ker tako dolgo sem zdaj vedno šparal komade pa to in mi je že včasih bilo tako glupo, ko repam komad, kaj sem ga napisal pred 5 leti, ne. In zdaj sem rekel, ko ga napišem, ga posnamem, pa ga dam miksat, pa gre vun, ne. Če ne najdeš slučajno Vran, lahko prideš s tem v Ormož. Jih imamo kar nekaj. V jutranjih urah so zelo glasne. Sicer se nekaj očitno pogovarjajo, jaz jih ne razumem. Tudi v toti situaciji, ko so odletele, so se tudi najprej pogovarjale z menom.
Ali kregale? Verjetno so me kregale, ja, zdaj, tako kot nazaj študiram, pa zdaj, ko vse vem, vse, kaj se je zgodilo potem, so me verjetno kregale, ja. Omenil si tudi že novi material, nove skladbe? Ja, pišem, ne. Ne so še skladbe, so pa v izdelavi teksti. Veliko materijala? Ne, tako, zdaj sem vse sprašal, ne, na album, tako da pač kaj novo nastaja počasi. To se pri meni resno ful vlečene, pisanje teksta. Včasih zleti 16 pol ure, če treba, včasih pa za eno rimu 3 dni. Še eno bova spustila za konec tega pogovora, to bo outro. Si po 5 letih našel notranji mir? Ja, trenutno sem v odlični psihofizični pripravljenosti. Ne nazadnje je to tudi slišati v teh slabih 34 minutah. Hvala. Bova pa outro zavrtela za konec tega pogovora. Tortuga, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno. Hvala za povabilo. Uspešno ter čim bolj delovno naprej. Hvala. Močna. To traja. Močna. Zadnjih 5 let ne mre najti notranjega mira. Ne mrem, ogromno drog sem skonzumira. Namesto kad bi dela na muziki samo prokrastinira. To da me to fascinira. Fuck. Pija sem sam svoja uvira, pa se nesem zaveda, ka me od znotraj razžira. Zdaj pa se pitan, če še sploh da uživam. Rekel sem že kaj je bilo, pa bo kaj bo. V resnici pa ne sem nikoli nič od toga zaživa. Pija sem redko trezen, vedno heft obvezen. Za oktober 24 pa bom večno hvaležen. Doba sem wake up call. Ale ven za pol. Ko sem spoznal, ko sem v bistvi bija vedno poseben. Nepotrebno potreben validacija od nekoga glih tekoga mi zjede moralo. Navčilo pa me je redko Proba se nešteto krat. Ja pa what the fuck, tak dugo nesem pisal teksta, ko sem pozaba kak rad bi zgraba tak. Ja to tak ali tak, med tem pa se bom pačal tak kak džaba da hat. Okoli mene same živali, pa vsaki nekaj bi rad. Oprosti stari, samo jaz nesem veterinar. Pa ne je mi mar za vaše trofeje, pa denar za mene šteje, samo kad si svoje meje ne priznan. Nikoli, vzeja sem si cajt, se nareja za to perajt. Verjemte mi, nikoli preja nesem hteja bolj kak zdaj. Ne gledam sploh nazaj, Bog ne daj. Rad bi doživeja, kak končno zaživeja bom pa life. Moja žeja se ne heja, tudi ko še pafkan samo v mejah. Počasi klejmam vse, kaj sem si kdaj sploh želeja. Prekleja sem se, ko bom v sebe stalno verjeja. Vedno mi je nekaj falilo. Kaj pa? Se naden redkih, pri kjerem to ne je sporočilo. Leteli so metki, nikoli ne je počilo. Meni pa ne je, nikoli pa ne da že je svalilo. Bija sem daleč od resnice, zdaj vidim, kaj je možno, ko možgane razbremeni se. Pa bodte srečni, dočik še globoke vare pišen. Ko bom začela metati panče, ne nevaren niše. Ne nevaren niše. Outro, to da outro. Ja na kunec bom dal to. Genauso. Kad ne potli vsake mi žal, če preja šao bo. Outro, to da outro. Ena bolj na harca na kunec, tak kak bakla z kune, ki te v petih vytrma zahakla na pune. Jaz sem Tortuga, pa poslušate Radioaktivno.